bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Kaj se zares dogaja v naši glavi? Pravijo, da je vse v glavi in pravijo, da možgani tudi nikoli ne spijo in da stvari razumejo drugače, kot jim pa mogoče mi damo navodila. Danes bomo govorili ravno o tem. V moji družbi je dr. Rok Tavčar. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Moram reči, da me je presenetilo to, da boste danes govorili o določenih stvarih, ki sem jih sama najprej zasledila na kakšnih takih, že leta nazaj, takih bolj meditativnih, spiritualnih, osebnostno rast in teh zadevah, na tankih tečajih, ki so govorili, ne reči, ne, vesolje ne razume. Vi pa zdaj pravite, da možgani ne razumejo. Ja, najprej se zahvalim za povabilo. Mislim, da psihiatra niste še imeli v vaši oddaji, pa je fajn, da malo popestrimo mogoče. Smo drugače. Ja. No, seveda, z možgani se ne ukvarjamo samo psihiatri, še vsaj nevrologi, mogoče internisti tudi, neurokirurgi in tako naprej, ampak res ljudje ponavadi mislijo, da je glavna stvar pri psihiatrih. No, pa če kar pogledava, možgani imajo nek svoj ritem delovanja in tudi svoj program, rekli bi kakšni mlajši firmware ali pa v tem smislu, veste, ki ga sicer ne znamo spreminjati v primerjavi s kakšnimi telefoni ali pa drugimi električnimi napravami. Z njim se bolj ali manj rodimo, malenkost lahko vplivamo na dodamo kako aplikacijo. Kakšno malenkost še dodamo, kakšno delček mogoče uspavamo, prav veliko pa nažalost ne moremo vplivati. No in eno takih, mogoče malo manj znanih zadev je, da možgani besede enostavno ne razumejo. Ko sediš pred takim auditorijem, pa je vsak nekoliko živčen, seveda, in zdaj lahko se k temu pristopiš na dva načina. Da rečeš, nisem živčen, in upaš, da potem res ne bo živčen, ali pa rečeš, sem miren. Zdaj, ker veva, da možgani besede ne razumejo, se tista prva varianta ne bo posrečila, ker bodo možgani odbili besedo ne stran, ostalo bo pa sem živčen. In bomo prispevali k temu. Ja, in bo še slabše. Tako da seveda, kdor želi res se sprostiti, ne sme govoriti, nisem živčen, ampak naj raje reče, sem miren ali pa sem sproščen ali kaj smisla. Ampak jaz sem slišala tudi to, da če si pa potem rečeš, kadar si živčen, da si rečeš, da si miren, se pa proizvodnja kortizola, torej stresnega hormona, poveča zaradi tega, ker si lažemo samemu sebi. Ja, seveda. Vsi bi radi bili sproščeni, ne bi imeli nobenih težav, tako jasno ne gre, naše telo tudi to ve. Tako da zdaj tu imamo seveda malo težave. Če si seveda zelo napet pod stresom, ljudje rečejo živčen, seveda samo tako besedno prepričevanje ne bo šlo. Zato so pa seveda izumili še razne druge postopke od globokega dihanja, rednega dihanja, daljši izdih in tako naprej, pa še marsikaj, tapkanje recimo. Kako vi kot psihiater gledate recimo na te tehnike, tapkanje, dihanje, meditacije in vse te načine, s katerimi v bistvu nekako probamo priti v stik sami s sabo? No, na prvi pogled morda take tehnike komu izgledajo nenavadne ali pa kako bi to lahko delovalo, ampak seveda gre za stoletja preizkušene variante, ki so jih verjetno odkrili s poskušanjem, in imajo neko znanstveno dejansko osnovo. Seveda, vsega ne znamo še točno pojasniti, kako bi to delovalo, ampak ve se, da so te principi učinkoviti. Seveda je pa tako, kot vedno, da vse stvari pa tudi ne delujejo za vsakega človeka. Včasih rečejo, da je neki placebo efekt. Saj mene na koncu dneva ne gane, če je placebo efekt, samo da je efekt. Ampak tukaj so spet v domeni možgani, ko govorimo o placebo in nocebo efektu. No, prvič so pričakovanja samega človeka. Če nekdo verjame, da mu bo neka zadeva pomagala, je že na dobri poti, da mu bo to res pomagalo. Kdor pa že vstopa v neko zadevo z negativnim prepričanjem, negativno energijo, pa mu tudi mogoče pol resne zadeve, ki bi drugmu pomagali, pa njemu ne bodo. Danes računam in pričakujem tudi to, da nam boste razložili malce, kar se tiče
možganov in tudi našega čustvovanja in delovanja. Kaj so te finte, pa novi, pa stari možgani, pa te zadeve? Dajte nam to malo razložiti. Ja. Prvič bi rekel takole, velikost samih možganov ni povezana ne z inteligenco, ne z funkcioniranjem. Seveda, večje živali imajo relativno pač večje možgane, ne? Ampak to še ne pomeni, da so zdaj bolj inteligentne in tako naprej. Ne? Tudi nekatere živali z dost majhnimi možgani čisto v redu funkcionirajo, seveda. Ne? Tako da sama velikost, kot smo rekli, tu ni pomembna. Ne? Potem, če grejo tako naprej, deli možganov, možgani niso bili ves čas taki, kot so sedaj. Ne? Dobro. Postopno so se razvijali. Pri človeških možganih se to nekoliko morda manj vidi, ne? Ampak znano pa je recimo za možgane plazilcev, od raznih seveda krokodilov in tako naprej, ne? Imajo dokaj preproste možgane in njihovi možgani so pač usmerjeni v zagotavljanje teh običajnih zadev, ki jih potrebujemo za preživetje. Ne? To se pravi na prvi fazi seveda dihanje, bitje srca in tako naprej. Ne? In potem pač izogibanje nevarnostim v okolju, da je človek pozoren, kaj se dogaja in podobne zadeve. Ne? Prav veliko čustvovanja seveda te preprosti možgani nimajo. Ne? To so ti reptilski možgani, ko jim rečemo. Se pravi, zdaj, če gledava tele naše možgančke, tukaj so to ti odzadji. Spodaj, nekako, če bi jih malo obrnila, naprimer, so to predvsem tele deli, ne, tule notranjosti, in še potem, kjer se podaljša v hrbtenjačo. Tako da ta del je predvsem namenjen tem osnovnim bazičnim funkcijam. Preživetju, ja. Zato je tudi znano, da če pride do neke poškodbe v tem delu možganov, recimo kapi, to je sicer bila redka, v tem predelu, ne, ta je seveda, to je zelo huda poškodba in ponavadi ni združljiva za življenjem. Ne. Ostali deli, teh, ki jih imate zdaj seveda v rokah, ne, torej pač ta možganska skorja, ki jo zdaj vidimo, ne, ta je pa bolj namenjena višjim funkcijam, med drugim tudi čustvovanju, abstraktnemu mišljenju, računanju, delno tudi spominu, recimo, in še nekaterim drugim govoru, recimo, ne. Tako da posamezni predeli, seveda, ni cela skorja, ne. Tako da. In možgani so se tako razvijali, da sprva so bili seveda te globoki, plazilski možgani, potem je pa nekako to raslo in se pač razvijalo še naprej in s tem se je tudi zmožnost čustvovanja povečevala. Torej, ko mi čustvujemo na zelo močen način, ali je to v plus ali pa v minus, pustiva zdaj polariteto, je tudi kot neka nevihta v možgani? Ja. Zdaj, tu gre vedno za nek boj med tema dvema deloma možganov, ne? Med temi starimi, ki so usmerjeni v naše preživetje, in pa med temi novejšimi, ki so usmerjeni v čustvovanje. Ne? Zdaj, v nekih hudih čustvenih, recimo vzburjenih stanjih lahko prevlada en del nad drugim. Ne? Večinoma sicer se trudimo, da se to ne zgodi, ne? Ker smo le naučeni, pač, ne? Da se moramo primerno vesti v družbi, ne? Da primerno oblečeni v neki in tako naprej. Ne? Čeprav seveda možgani sami ne bi zdaj, ne, se s tem dosti ukvarjali, saj te stari deli. Ne? Novejši deli pa ja. Ne? No in potem včasih ljudje rečejo, popustile so mi zavore. To je dejansko tako, ker te socialne zavore, to, kar smo mi naučeni, ne, da se obvladujemo v vsaki situaciji, včasih to ne gre. In takrat udarijo tisti nižji, seveda, ne, možgani ven, recimo, ne, in seveda človek ima res lahko težave. Prebrala sem, da recimo sodobne tomografske slike možganov govorijo o tem, da ljudje, ki so v kroničnem stresu, se pravi ves čas napeti in tako naprej, da njihovi možgani izgledajo podobno kot pri tistih, ki imajo diagnosticirano depresijo. Ja, sicer zdaj vedno več je znanega, no, po teh tomografskih, to predvsem gre za funkcionalno magnetno resonanco in pač vemo zdaj že približno v katerih delih možganov, če smem tako reči, stanujejo posamezna čustva, recimo, ne. Tesnobnost, anksioznost v enem delu, razpoloženje v drugem in tako naprej. Zdaj možgani, če so dolg časa obremenjeni, so na nek način v fitnessu, ne, tako kot pač mišice, so tudi možgani lahko. In če je nekdo stalno pod stresom, se bodo tisti deli, ki so odgovorni za doživljanje strahu, tesnobnosti in tako naprej, dejansko ojačali. Postali bodo večji. Ne bodo zdaj postali seveda pol metra veliki, ne, ker to pač ne more biti, ampak z meritvami se je dejansko dokazalo, da so večji.
Tako da, če nekdo je dolg čas bil pod stresom, so se njegovi možgani spremenili. Zanimivo. In ne bo mogel kar zdaj v enem dnevu nazaj priti na prejšnje stanje. Ne? Verjetno Ja, bo šele potrebno čez nekaj enim časa. daljšim Ne? časom. Ja. Dobro, prebrala sem tudi o tem, da danes doživljajo naši možgani toliko impulzov, kot jih seveda včasih niso, in da moramo razmišljati tudi, na kakšen način lahko damo možgane na pašo, v tem smislu, da pač omejimo te impulze. Kako gledate na to? Kakšen je vaš pogled tukaj? Ker imamo včasih občutek, da imamo tukaj polno glavo, da bomo eksplodirali vsak čas. No, okolje nas v vsakem trenutku bombardira z seveda milijoni informacij, ki se jih mi ne zavedamo. Poglejte, mi zdaj sediva tule že nekaj časa, ne? Tele deli, na katerih sediva, pošiljajo možgane ravno tako impulze, ne? Da so že malo utrujeni, ne? Da se pač slabša prekrvitev in tako naprej, ampak mi tega ne zaznava, ker se z drugimi stvarmi ukvarjajo. Ja. Še veliko drugih stvari je zdaj, ne, ki jih tudi ne zaznava, seveda, tako. Ne zaznava, kako nam bije srce, ali hitro, počasi, kako dihava in tako dalje. Ne. Možgani imajo vgrajen nek filter, ki skrbi za to, da mi nismo preobremenjeni z informacijami. So pa določena stanja, določene bolezni, ko ta filter nekako postane bolj prepusten. In človek začne doživljati več stvari, kot bi bilo seveda zanj tudi dobro mogoče. Ne? In se potem včasih ne znajde iz Pa so pa tukaj občutljivi. Ja, se ne znajde iz vse te množine informacij, ki ga bombardirajo in pa so lahko težave. Zanimivo. Potem pa človek reče, bom dal možgane na pašo, ne? Ali na off, kot je bilo v neki pesmi. To ne gre tako zlahka namreč, ne? Ker seveda možgani imajo nek svoj notranji ritem, veste, ne? In spet ti se skušaš sprostiti, ampak to je za možgane samo še ena informacija, ki prispeva k tej zmedi, ki je že sicer nastala. Ne? Dobro, zdaj govorimo to, da je nekater del dneva bolj primeren za sprostitev možgane, ali dajte nam rešitev. Ja. Če bi bila rešitev, potem bi bila midva milijonarja, z vami bi delil še to. Ne? Tako seveda rešitev ni tako zlahka, ne? Da bi se to dalo s kakšnimi tabletami, z kakšnimi urom in tako naprej. Vsak mora to malo pri sebi ugotoviti, ne? Kako poteka njegov bioritem. Mi smo si pač različni, vse vemo. Eden je bolj nočni tip, drugi je bolj dnevni tip. Ne? In seveda od tega je odvisno tudi, v katerih delih dneva bo bolj dovzeten za posamezne zadeve. Ne? Ampak recimo, kot kakšno aktivnost bi vi podali za počitek? Verjetno gledanje televizije grozljivke, verjetno ni počitek za možgane. Ni. Da splošno možgani vedno nekaj delajo, kot sem rekel. Ne? Tako da bi jih popolnoma izključili, to tudi ne bilo pametno, seveda bi bile druge težave, ampak treba se ukvarjati z nečim, ki je popolnoma drugačno od tega, kar trenutno seveda delaš. Ne? Če recimo, ne vem, bereš, pišeš, na računalnik delaš nekaj takega, je potem dobro, da greš iz tega prostora ven na zrak, recimo, lahko tam hodiš, lahko meditiraš, pač karkoli. Ampak ne sme biti ista dejavnost, s katero si se prej ukvarjal. Se pravi, majčkeno zamenjujemo. Mora biti druga. Odlično, nadaljujeva tale pogovor, tale trenutek pa hiter skok, preverimo aktualne dogodke. Doktor Tavčar je danes v moji družbi, pogovarjava se o možganih, ki ne razumejo besede ne, ki nikoli ne spijo in ki včasih potrebujejo tale time out. Kaj bi recimo priporočali našim gledalcem, da lahko dobro skrbijo za svoje možgane, poleg tega, da uživajo dovolj kvalitetnih maščob? Ja. Kaj bi jim priporočali? Ja, no, prehrana je gotovo ena od pomembnih zadev. Ne vemo, da je prišlo do precejšnjih sprememb v priporočilih. Včasih maščobe so bile nekaj najslabšega, zdaj to velja za sladkor, ne, v novih priporočilih, pa so maščobe dobre. Tako da seveda nekaj po pameti je verjetno smiselno, eno in drugo. Tako da prehrana je ena stvar, drugo je voda, navadna voda, hidracija in tako naprej. Tretja stvar je druga tekočina, ne, to je alkohol, ki se je seveda smiselno izogibati. A je smrt za možgane? No, pač prav smrt ni, ampak pretirane količine pa gotovo niso koristne. Ne, dobro, jedra bi se strinjala. Jedra bi se tudi verjetno strinjala, pa še kaj, koža, pa še marsikaj. Ne, recimo. Tako da temu se ogibati, potem pa aktivnost, ne, aktivnost možganov. Vsi bi hodili na fitness, dvigovali tam uteži in tako naprej. Možgani ne dvigujejo uteži v klasičnem smislu, jih pa v obliki recimo sudokuja, križank, nekaterih učenja novih dejavnosti,
Kaj pa to risanje mandal, pa barvanje? Odlično. Tukaj gre za kombinacijo razmišljanja, da si zamisliš nek vzorec in tako naprej, in da potem to izvedeš. Zelo dobra metoda je tudi ples. Ker je ravno tako zapletena zadeva, moraš poznati neke korake, plesne in tako naprej in potem to tudi udejaniti, ne, seveda. Branje, seveda, in druge take umske aktivnosti. Dokazano je dejansko, da umska aktivnost v starosti izboljša prognozo, zmanjša možnost razvoja demence in tudi pri tistih, ki se že razvija ta bolezen, imajo boljšo prognozo potem. Odlične novice! Hvala vam. Doktor Tavčar je bil danes v naši družbi. Mi pa imamo eno čudovito fotografijo, ki jo poslala gledalka in sicer je takole pokazala in prikazala, kako si je uresničila svojo željo in je dejansko veslala in uživala ob tem. Gre tole v sklopu z našo rubriko Ponosni na in tako naprej, s katero tudi spodbujamo ostale, da si privoščite tisto nekaj, kar pomeni aktivnost, kar pomeni dobro za možgane, smo slišali, kar pomeni dobro za naše počutje in spodbujamo take ljudi in spodbujamo take aktivnosti še naprej. Če boste tudi sami delali kaj takega, na kar ste ponosni, pa bi se radi malo pokazali, pa ste zato tudi hvaležni, pošljite na info@klepetobkavi.si, sicer pa na spletni strani klepetobkavi.si. Najdete številne vsebine, takšne in drugačne, s katerimi lahko podprete sebe. Po novem tudi možnost podcasta, da boste svoj čas, ki ga preživite v koloniji ali pa v kakšni gužvi, dobro izkoristili. To pomeni, da morajo delovati na povečano aktivnost imunskega sistema oziroma pospeševati protitumorski odgovor imunskih celic